Znanstveniki pravijo, da lenoba pozitivno vpliva na nas. Pravijo, da povečuje kreativnost in produktivnost. Kakor vemo, vsi večji in pomembnejši izumi so nastali ravno iz človeške lenobe. Če malo pobrskamo tudi po Svetem pismu, so Jezusovi učenci na Oljski gori tik po zadnji večerji, kjer jim je Jezus tudi povedal večkrat, da bo izročen sovražniku in da bo to njegova zadnja ura. Oni so vsem zaspali. Če so oni zaspali, zakaj ne bi še mi se malo odpočili in polenarili? In nekaj podobnega se je zgodilo tudi meni. Ko sem po večletni aktivnosti se odločil malo, da se spočijem, da si vzamem pauzo, je ta pauza res pasala in je bila super. Ampak malo je ta pauza ratala moja lenoba. Kar naenkrat nisem počel nič več, nobene službe, faks je šel na stranski tir. Sam nisem sprejel več nobene pomembne odločitve. Čutek je bil res tak tesnoben in nelagoden. V bistvu je šlo tako daleč, da sem nehal tudi z molitvijo. Ker zvečer pred Bogom me je bilo sram povedati: živijo Bernard, tukaj jaz danes nisem počel nič. Nisem mi pa zdel fair, da ga karkoli prosim v zameno. Je pa bil ravno postni čas, ker sem malo bolj razmišljal o tej zadevi in sem prišel do tega, da v bistvu Kristus je šel na križ in je umrl ravno zaradi teh naših grehov, da nas odreši tega. In to me je takrat zadelo in sem v bistvu res prosil Jezusa, naj mi pomaga, naj mi da moč, da vstanem iz kavča in nekaj naredim. In verjeli ali ne, v zelo kratkem času sem dobil 9 služb, delal na različnih projektih in zvečer sploh nisem prihajal utrujen domov, ampak še vedno poln energije. In zato sem Jezusu hvaležen še danes. In se mu zahvaljujem za vso to milost, moč in pomoč. In zato se mi zdi pomembno, da se Jezusu zahvaljujemo in ga prosimo, naj nam daje energijo. In važno je, da skozi aktivno iščemo sebe, iščemo resnico, iščemo Jezusa. Tako da zato vas danes vse povabim, da ostanete s kavča, odprete Sveto pismo in pogledate, kaj pomembnega je Jezus povedal v Janezovem evangeliju, 14. poglavje, 6. odlomek. Svoj odgovor lahko zapišete spodaj v komentar.